V današnjih novicah med drugim virusi na pohodu v novomeški bolnišnici brez posebnosti, svetniki o letnem programu ekološke družbe Šentjernej, humanitarki Albini Tošeski plaketa Državnega sveta. Lepo pozdravljeni. V zimskem času so običajno na pohodu različni virusi. Respiratorne okužbe se ta čas hitro širijo med prebivalstvom, nekatere infekcijske klinike so tako polno zasedene. Zaradi druženja med prazniki strokovnjaki v prihodnjih dneh pričakujejo še več bolnikov. Kakšno je stanje, smo dopoldne preverili v novomeški bolnišnici. Najprej smo naključno mimoidoče povprašali, kako se borijo proti virusnim okužbam. Ja, utepa se v tem, da zelo nerad grem v gužvo. In če že grem kam tako, da je treba iti, jaz si dam masko. Nič nimamo pa fertik. Da bi kaj problemov imeli, ne bo njih. Ste zdravi? Vse. Ne hodim med ljudmi noter. Gneče se izogibate torej? Ja. Še kaj drugega? Ne. S bolj zdravim življenjem, s hojo. Drugače pa kaj posebnega ne. Samo pozitivne misli in vitamine. Zdravo življenje, to je to. A vseeno lahko zbolimo. Zaenkrat v bolnišnici ne beležijo bistvenega porasta respiratornih obolenj. Na otroškem oddelku smo se pozanimali, so razmere primerne času. Pri nas je trenutno stanje obvladljivo, bi rekla, da imamo nekje povprečno zasedenost postelj. Prihajajo dnevi, ko imamo več, prihajajo dnevi, ko imamo manj, prevladujejo pa respiratorne okužbe. Največ je trenutno okužb z RSV, se pravi respiratornim sincicijskim virusom, potem so adenoviroze, različni sevi koronavirusov, tudi covida. Nekaj primerov je tudi gripe. Ležalna doba na oddelku je kratka, približno 2 dni, z izjemo najmlajših bolnikov, ki potrebujejo dodatek kisika. Bartljeva sicer razmere na pediatriji ocenjuje kot zadovoljive. Spomnimo se namreč kaotičnega stanja pred 2 letoma zaradi hkratnih odhodov 2 pediatrin. Veseli smo tudi, da se je uredilo delovanje PUC-a, se pravi tega pediatričnega urgentnega centra, torej da je čez vikende pa med prazniki pokrita ta splošna pediatrična oskrba, prihajajo zdravniki iz zdravstvenega doma in je pokrito 12 ur. Situacijo na pediatriji zaenkrat zelo dobro in lepo obvladujemo in si seveda želimo, da bi bilo tako tudi vnaprej. Na otroškem oddelku se bodo sicer v kratkem razveselili novega aparata za dovajanje kisika, ki bo olajšal zdravljenje bolnikov z bronhiolitisom. V bolnišnici pa se pospešeno, za zdaj še z urejanjem dokumentacije, pripravljajo na gradnjo prizidka. Resno razmišljamo, kako umestiti oziroma prenoviti sam pediatrični oddelek ali ga dati v ta prizidek ali mogoče obstoječi oddelek temeljito prenoviti. Odločitev bo padla letos, pravi. Želijo si večjih in sodobnejših prostorov zaradi večjega udobja bolnikov. Selimo se v Šentjernej, kjer so občinski svetniki na decembrski redni seji med drugim sprejeli letni načrt dela javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej. V letu 2024 bistvenih posebnosti ne predvidevajo. Morda je še največja novost ta, da načrtujajo le 4 sejme na sejmiščnem prostoru. Po besedah direktorja EDŠ-ja Gašperja Bregarja letos predvidevajo podobne prihodke kot v zadnjih 2 letih. Bistvenih sprememb pri poslovanju ni na vidiku. Zasnovali smo splošen načrt vzdrževanja cest in javnih površin, zimsko službo, zelene površine, nekoliko bo spremenjen koncept sejma oziroma prireditev le-tega skozi leto. Namesto sejma vsako 2. in 4. soboto v mesecu bo tale 4-krat letno. Pripravili bodo tematsko obarvane dogodke. Navade ljudi se namreč spreminjajo, je poudaril Bregar. Niti nimajo časa prihajati na sejem. Tudi nimajo potrebe po temu, zato smo rekli, da gremo bolj v neko prireditveno zadevo, da bomo pač priredili in se takrat posvetili tem 4 sejmom, ki bojo mogoče nekoliko večji, bojo privabili več ljudi
in bo mogoče tudi bolj veselo. Sedaj ta zadeva zelo stagnira. Izjema je le Jernejev sejem med občinskim praznikom. Zdaj zadnje čase je to ena velika žalost. Ljudje tudi ne kupujejo več tistega perila, kar se po večini ponuja in suhe robe. Tudi gostinska ponudba šepa. To je tudi ena stvar. Načrtovani ukrep že pomeni, da se sejem v Šentjerneju zapira, je menil Franc Hudoklin. V Šentjerneju ni ljudi, prideš v Samobor, vsakem drugom rečeš dober dan, ker je Šentjernejčan. Greš v Mokrono, ki je toliko ljudi, da ne moreš kje stati. V Šentjerneju pa ne znamo več sejem peljati. Pokopališka dejavnost ostaja enaka, je zatrdil Bregar. Je pa pri tem imel pripombo eden od svetnikov, ki se je nedavno udeležil pogreba. Tisti makadamski prostor na pokopališču pred Vesco. Sicer bilo fajn deževje, je bilo tudi zelo mokro. A se da tukaj rešiti kako drugače? Da, tam zastaja voda, pa še odvodnjavanje je bilo urejeno, pa ga je treba ponovno urediti. Pač v sistemu ponikovalnice zadeva funkcionira in se je pač vse skupaj zamašilo in bomo to, se pravi, očistili, tako da bo zadeva naprej funkcionirala. V EDŠ-ju sicer letos načrtujejo tudi nakup manjšega traktorja, s katerim bi nadomestili obstoječega in nekaj zimske opreme za potrebe tovornega vozila. Šmarješki občinski svetniki pa so se na zadnji decembrski seji, na kateri so soglasno potrdili letošnji proračun, med drugim seznanili tudi z idejno zasnovo trgovskega centra v Šmarjeti. Tega bo v neposredni bližini občinske stavbe gradila trgovska veriga Jager. Šlo bo za prvi tovrstni center znanega slovenskega trgovskega podjetja na Dolenjskem. Zelo intenzivno potekajo v bistvu vsi procesi projektiranja, tako na strani trgovcev, kot v bistvu občine Šmarješke Toplice, ki vzpostavlja to komunalno infrastrukturo. Kot dodaja župan, je v projekt načrtovanih ureditev vključena tudi skupina G4. Ki je tudi sicer nosilec gospodarskega razvoja naše občine in seveda najpomembnejši gospodarski subjekt, tako da bomo tukaj na tem področju dobili v bistvu popolnoma novo obliko in novo obogatitev naše občine, tako da se zelo, zelo veselimo. Na območju, ki je arheološko že bilo raziskano, bo torej med drugim zrasel trgovski center velikosti 2500 kvadratnih metrov. Celotna površina, ki bo namenjena, bi rekel, še logistiki in parkiriščem in polnilnicam za električne avtomobile in podobno, pa se pravi celotna parcela pa se bo raztezala na velikosti 6000 kvadratnih metrov. Za ustrezen dovoz do trgovskega centra, ki bo zapolnil vrzel, ki je v šmarješki občini zazevala po odhodu kmetijske zadruge, bo občina poskrbela s preureditvijo zdajšnjega križišča v krožišče. Znani slovenski trgovec Jager bo tukaj v bistvu ponudil 3 sklope svojih programov, se pravi poleg živilskega dela tudi tehnični in tekstilni del, tako da ta koncept, ki ga oni uspešno v bistvu so upeljali predvsem v vzhodnem delu Slovenije. Kot je na seji še povedal župan, je cilj naložbenika, da bi center svoja vrata odprl decembra letos. Novo leto, novi izzivi. Če si želite spremembe, bodite sprememba. Prostovoljstvo ima skoraj neskončno oblik, vselej pa je dobrodošlo. Albina Tošeska je prostovoljka Metliškega Rdečega križa že več kot 70 letij. Konec minulega leta so jo v državnem svetu za njeno nesebično delovanje počastili s plaketo za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. To mi neverjetno veliko pomeni. Pomeni mi to, da sem vedno bila z dobrimi ljudmi, da smo skupno delali za človeka, za ljudi, tiste, ki so bili nujno potrebni pomoči in so še danes nekateri nujno potrebni pomoči. S svojim pristopom, s svojim navdihom, s svojo zgodbo, s svojim delom navdihuje marsikoga.
veliko je privabila novih prostovoljcev v naše vrste, ravno se z njenim načinom delovanja, se pravi, nasmejanosti, dobre volje, nikoli ne vidiš slabe volje. Bila je predsednica Rdečega križa mesta Metlika in delovala v številnih organih ter odborih območnega združenja. Začelo pa se je leta 1948, ko je bila v Metliki ustanovljena organizacija Rdečega križa in je prva predsednica ogovorila takratno prvošolko. In je rekla: Albinca, z mamico sem govorila, da si lahko naš član podmladek Rdečega križa, ali bi hotela biti. Mami je rekla, da se sama odloči. Ja, seveda, jaz nisem niti vedela, kaj je to, ampak če je mama rekla, vem, da je dobro. To je res ena taka topla oseba, vedno se lahko na njo odneseš, vedno je odzivna, dela skromno, tiho, vedno je pripravljena poslušati ljudi do konca in se razdajati za dobrobit nikoga. Dobrosrčna, prijateljska, ima energije za izvoz. Res, jaz je nimam, ona je ima. Tako, vedno smo bili v enih lepih kontaktih, tudi na sestankih. Kot prostovoljka obiskuje starejše, bolne, pomoči in družbe potrebne. Ko vidim tiste očke starejših ali pa tudi bolnih, tiste iskrice v očeh, to se ne da povedati. To je človek toliko, da da sebe, in tisti, ki je to sprejema, tudi meni veliko da. Tisti dan je za mene popoln. Pohvalila je tudi sedanje vodstvo Metliškega območnega združenja, ki znova pripravlja pestro januarsko dogajanje. Zaključili ga bodo s krvodajalsko akcijo zadnji dan meseca. V Posavskem muzeju Brežice so že 9. za svoje zveste obiskovalce pripravili gala novoletni koncert. Ta velja za formalni zaključek vsakoletne pestre sezone. Kot vedno je tudi tokrat do zadnjega kotička napolnil viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice. Zvezdi tokratnega koncerta sta bila znana harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in gost violinist Žiga Brank. 9. že smo povabili naše goste oziroma naše obiskovalce na gala komorni koncert. Gre za koncert, ki ga res namenjamo zaključku leta, in vedno so tudi ustvarjalci, glasbeniki, ki so povezani z našimi kraji. Letos je to harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Sicer domačinka po obeh starših. Mi je izredno veselje in užitek igrati v takem čudovitem ambientu, ki je brežiška viteška dvorana. Meni še posebno zelo, zato ker sem tukaj, v bistvu izhajajo tukaj moje korenine. Moja mama je rojena v Brežicah in oče na Čatežu. Jaz priznam, da dolgo nisem vedela za to, sem jo pa že dolgo občudovala, pa tudi seveda harfa se mi zdi ta inštrument, ki slično paše v našo viteško dvorano, tako sem izjemno vesela. Vesela tudi, da imamo ponovno polno dvorano. Trenutnim razmeram po svetu sta bila prilagojena program in sporočilo koncerta. Skupaj bova zaigrala Sansonovo Fantazijo in pa od Žula Masneja meditacijo Thais. Najino sporočilo danes je seveda glasba. V tem nemirnem času, v katerem smo, je glasba sigurno vir lepote, miru in vir dobrote. Sicer pa je za Posavskim muzejem Brežice pestro leto. Začetek leta je bil namenjen 450-letnici velikega kmečkega upora. Potem pa seveda harmonija 4 elementov, naša osrednja razstava, pa končno predstavitev rekonstrukcije keltskega voza na razstavi skupaj s predmeti iz najdišča keltskega, tudi zelo pomembno v evropskem prostoru. In pa to, kar je pa seveda vedno nova, začeli smo že v preteklem letu z upravljanjem vodovodnega stolpla, letos dodali še center za obiskovalce. Posavski muzej Brežice že kar nekaj let odlikuje delovanje na terenu. Tako so letos pristopili k projektu Banove domačije v Artičah. Z dobrimi deli in glasbo se poslavljamo, pazite nase in na druge, mi pa se kmalu znova vidimo. Srečno!